Dober dan. Lepo pozdravljeni v tako čudovitem številu kljub dežju in neprijetnostim na cesti. Pričakovali smo bolj komorno zasedbo, izredno nas veseli, da se nas je zbralo toliko. Hvala Društvu pisateljem, ki nas gosti, Lektorsko društvo domuje na nek način tudi v vili na Tomšičevi, prijazni pa so bili toliko, da nas gostijo tudi danes tu. Pod okriljem številnih, širokih, tudi zelo vročih strokovnih debat Lektorskega društva Slovenije, ki si kar nekaj desetletij že prizadeva za to, da bi sam poklic lektoriranja in jezikovnega svetovanja postal prepoznavnejši, da bi lektorji postali boljši, da bi ustvarili široko skupnost, strokovno skupnost, ki bi se znala dobro pogovarjati, je pred 2 letoma nastal in organizirali smo prvi lektorski kongres. Oktobra letos, na Primorskem pa drugi lektorski kongres. Udeležence je zadeva zelo navdušila. Zakaj? Zaradi dobrih pogovorov. Pogovorov, ki verjamem, da koristijo tako skupnosti, torej nam, lektoricam in lektorjem, mlajšim, ki vstopajo na to polje, in vsem našim naročnikom, urednikom, avtorjem, prevajalcem in vsem preostalim. Danes predstavljamo zbornik s prispevki, ki so nastali oziroma so bili predstavljeni na tem kongresu. Zbornik bo ali je že dostopen na kongresni spletni strani, povezavo najdete tudi preko spletne strani Lektorskega društva Slovenije. Vabimo k branju zelo raznotirih prispevkov. Izbrali smo si temo, ki mislimo, da zelo muči nas same, muči pa tudi naše naročnike. In sicer miti, ki opredeljujejo naše delo, jezikovni miti, hkrati pa tudi stereotipi. Namreč kar veliko stereotipov se širi, strokovna skupnost jih pozna, širša javnost prav tako. Recimo eden izmed teh je to, da je to ženski poklic. Večinoma to drži, vendar je kar nekaj predstavnikov tudi drugega spola, tako v društvu kot na trgu. Druga stvar je morda generacijski stereotip, da so to samo starejši, in v nekaj letih nam je uspelo pritegniti tudi mlade. Kolegi, ki sedijo ob meni, demantirajo te stereotipe, tako smo jih tudi izbirali. Tako smo naše goste izbirali, so pa vsi trije avtorji prispevkov in njihove prispevke lahko preberete v zborniku. Z nami so Nataša Miller, prevajalka in urednica, ki se je posvetila delu lektorjev ali slabšemu delu dela lektorjev in lektoric. Rok Dovjak, urednik našega zbornika, kar nekaj časa in energije je za to porabil, a ne Rok, sicer pa lektor na Televiziji Slovenije in tudi strokovnjak za fonetiko, se ne motim. Postaja. Zraven mene pa sedi Zarja Zvir, zaenkrat še študentka, ampak kakor vem in sem tudi sama že preizkušala, odlična lektorica. Poleg tega, da je študentka prevajalstva, da pozna nekako obe plati, se mi zdi. Tako, toliko o stereotipih in žogico stereotipi in miti podam našim gostom. Prosila bi, da mi vsak opiše, oriše, omeni kak stereotip ali morda tudi jezikovni mit, ki se širi med lektorji, uredniki, v strokovni skupnosti. Vsak izmed vas prihaja z zelo različnih področij, imamo medije, splošna besedila in založništvo, ki vendarle je zelo specifično področje na nek način. Malce se morda razlikuje od drugih. Pa začnemo kar pri našem moškem predstavniku. Rok, bi morda ti začel. Kak mit, stereotip, kje, v katerem okolju si se z njim srečal?
No, zdaj pa tudi jaz sam sebe slišim. Jaz mislim, da najtrdnejši mit je mit o tem, da smo slovenisti vsi zelo dosledni in skrbni pri izgovoru nedoločnika, dolgega, pri rodilniku, pri povratno-svojnem zaimku pa mogoče že, ne da mi nismo dosledni, ampak ne vedo naši sogovorniki, da moramo biti mi dosledni. Mislim, da se v bistvu mnogi sploh ne zavedajo tega vedenja o jeziku, ki je potrebno za dobro poznavanje tvarine, za dobro delo, no, opravljeno, za dobro lektoriranje. Vsekakor mislim, da je to veliko več kot samo izogibanje tujkam, nedoločnik, tiste vejice, a ne. Res je potrebna neka širina pri jeziku. Nenazadnje, večina lektorjev se pravzaprav želi ukvarjati tudi z malce kompleksnejšimi povedmi, ne samo s tistimi zgolo, recimo, pravopisno platjo, ne. Celo kakšna vsebinska napakca včasih, oziroma se mi zdi, da je najbolj, recimo, zadoščenje, če jo lektor najde. Čeprav naj to ne bi bila tista primarna naloga njegova. Tako da mislim, da tukaj manjka enega vedenja, pravzaprav, kaj pričakovati od lektorjev, ne. Vsi samo rečejo, joj, vi ste pa slovenist, lektor, moram pa lepo govoriti, a ne, paziti, kaj rečem, ampak ne, to se mi zdi pravzaprav po svoje zabavno, smešno, sem se navadil, po drugo pa malce me zbode še vedno, a ne, ker zakaj bi bil tako enodimenzionalen, a ne, samo na en način razumel in gledal na stvari. Dober dan. Jaz bi se kar navezala na tole, Andreja, kar si ti rekla prej, lektorice so lektorice, ne? Neke tečnobe, ki vse sčrtajo. Ja, sem že naletela na kakšno tako, ampak to je bolj izjema. Praviloma, jaz sem začela kot prevajalka, zdaj sem urednica. Začela sem prevajati na televiziji Slovenija in tam so bili res dobri lektorji zaposleni, strogi, ampak v kateri sem se ogromno naučila in jim zelo zaupam in to je poklic, ki ga zelo spoštujem. Lektorji popravijo, te rešijo marsikatere neumnosti, ki jo sam zagrešiš sploh na začetku. Ko prideš s faksa, pa misliš, da vse veš, pa ne veš nič kaj dosti. So pa kdaj, ja, sem že naletela kdaj na kakšno lektorico, ki je izpolnjevala vse te stereotipe. Mislim pa, da je res malce krivo to, da je to pretežno ženski poklic. Verjetno se ne bi tako norčevali kakšni načeloma ugledni prevajalci, no. Jaz mislim, da tisti, ki se želi učiti, se od lektorja lahko veliko nauči, tisti pa, ki je aroganten, mu pa itak nič ne pomaga. Ja, jaz pa v bistvu, kot je že povedala Alenka, pač izhajam iz bolj prevajalskih vod, pa bom mogoče se tudi osredotočila tukaj na en mit in mogoče predvsem na to idejo, da je prevajalec pač dandanes lahko vsak, a ne. To smo že vsi slišali. Zdaj, zakaj to ne more biti vsak? Zdaj, ena ziher komponenta tukaj, a ne, je ziher tudi ta lektorska, a ne. Se pravi, prevajalci smo tudi tekom študija, pač pravzaprav imamo za sabo eno zelo široko jezikovno znanje, ki mislim, da je pri prevajanju ključnega pomena, a ne. Se pravi, na eni strani imamo vsebino, na drugi strani imamo samo jezikovno formo, pač jezikovno pravilnost in okrog tega ne moremo, a ne. Že to je eden argument, zakaj pač prevajati ne more vsak, no. Poleg pač potem seveda tudi občutka za jezik, pa pač, ja, skratka, hvala. Odlično, najlepša hvala. Torej, stereotipe včasih, kot na vsakem poklicnem polju, potrjujemo, velikokrat ne. V najavi tega dogodka smo malce izzivali s tem, da je lektoriranje in jezikovno svetovanje v zadnjih letih postal ugleden poklic, kar, Nataša, hvala, da si potrdila tole.
če se ne bi razvijali, namreč spreminja se, tudi naše delo zelo, verjetno ne samo iz desetletja v desetletje, ampak tudi iz leta v leto, že zaradi tehnologije, potreb na trgu, hitrosti, ki izredno vpliva tudi na jezikovne posrednike. Hvala Zari za ta ekskurs na področje prevajanja, ki je naše zrcalo velikokrat. Prevodoslovje je, ki se ukvarja s prakso, tako kot je lektoriranje praksa, je naredilo velike enormne korake naprej in vendarle prevodoslovci ugotavljajo, kako težko je govoriti o tej praksi, koliko različnih zornih kotov lahko govorijo o njej. Lektoriranje tu še bolj šepa, kar se zdi posebnost, morda slovenska posebnost, pa vendarle ugotavljamo, da ni. Ko smo pripravljali zbornik in ko smo se soočali s pisanjem prispevkov, je bila prva stvar, ki sem jo sama opazila, to, da nimamo dovolj terminologije. Če nimamo terminologije ustrezne za opisovanje tega, kar počnemo, pomeni, da niso razviti koncepti še pred termini. Takole, da počasi prehajamo zdaj k zborniku. Rok Dovjak, urednik, s čim si se sam srečeval, katere težave oziroma prednosti in kaj je ta velika dodana vrednost zbornika, točno z tega vidika, da šele količimo to naše polje, da šele vzpostavljamo na nek način resnejšo teorijo, kar se je izkazalo za zelo pomembno. Na ta način se lažje pogovarjamo drug z drugim, lažje razložimo našim naročnikom, kaj počnemo, zakaj kje počnemo in skratka vsestransko razvijamo polje. Zbornik Rok. Hvala. Zdi se mi, da v tem smislu, ki si ga opisala, Andreja, je najprebojnejši pravzaprav tvoj prispevek. Se pravi, opombe lektorske in kaj lahko vse iz njih izvemo, kako jih lahko obravnavamo, kako si lahko z njimi pomagamo pri tipologiji napak in tudi lektorjeve komunikacije z naročnikom. Mi smo imeli pravzaprav v osnovi zamišljeno 3 tematske sklope, torej jezikovne, poklicne in identitetne mite za zbornik, pa se je potem izkazalo, da so pravzaprav na vabilo za prispevke se odzvali pravzaprav samo tisti, ki so obravnavali poklicne mite. Se pravi, kakšen je položaj lektorja in kako deluje na trgu. Torej, ni bilo pravzaprav prispevkov o identitetnih mitih, to je vsekakor manko, ki ga bo treba še nadomestiti, zagotovo, v prihodnosti. Jezikovna mita pa recimo, da sta samo 2 se dotaknila prispevka. Eden je kolegice Nataše Miller, sinhroni vidik, in drug je pa diahroni kolega Mateja Šeklija. In moram reči za oba, da je bilo fino, da sta bila zelo odprta, ker sta v bistvu nagovarjala bralca, da se je sam odločil oziroma razmišljal, kako argumentirati mite. Jaz mislim, da jezikovni miti vsekakor so pomembni, to, da jih ni pravzaprav toliko v zborniku obravnavanja, da to ne pomeni, da niso več aktualni. Mislim, da jih je treba na novo vrednotiti, predvsem fenomenološko pojasniti, ampak mogoče se bo to nekako bolj zaželeno ob izidu pravopisa, bolj opazno. Zdaj ta hip pa poklicni miti, kar tudi dokazuje neko pravilno usmerjenost društva, da se rešuje prav ta vidik. Torej, omenili smo komunikacijo z naročnikom, tvoj prispevek in pa prispevek Maje Sužnik, izredno lepo zasnovan. Moram reči, imeli smo potem še 2 prispevka o nevidnosti lektorja oziroma jezikovnih drugih poklicev, to so tolmači, o tem, kako smo pogosto spregledani, kar zagotovo vpliva tudi na samozavest in za samopodobo tega ljudi v tem poklicu. En zelo pomemben prispevek je tudi Nataše Purkat, o tem, kako pomembno je vseživljenjsko usposabljanje, izobraževanje in kateri miti o tem, da nam to ni potrebno, seveda ne držijo, kar 10 jih je našla kolegica. Veseli nas, da se seveda tudi udejstvujejo na fakultetni ravni, da se študenti že uvajajo v lektorsko delo, da imajo pri tem dobro vodstvo in tudi sodelovanje s prakso, za kar je poskrbela Saška Štumberger.
In seveda imamo tudi zanimivo, seveda študentske prispevke, ki so izredno dopolnilo kongresu. Mislim, da so nam vsem dokazali, da lektorji ne obstajamo samo v Sloveniji, da je to neka obča potreba, že samo zaradi drugega bralca. Kaj šele potem dosežemo s tem, ko je ta bralec vendarle uveden v to delo z izkušnjami in izobrazbo. Tako da ti prispevki se mi zdijo res izredno pomembni in koristni. In pa še en, recimo, malce drugačen uvid, ki ga je podal pa Gašper Tonina, v tem, da je, kakšno je pravzaprav delo lektorja v timu. Torej, lektor ni sam, ampak vedno deluje v skupini. Kot sem omenil, torej Zarja Zver, Urferleš in pa Vili Grdic so pa se ukvarjali z lektoriranjem v Nemčiji in pa v francosko govorečih deželah. To pa res zelo zanimivo. Hvala, Rok, široka paleta, gotovo boste kaj našli tudi zase. Ugotavljamo, da ne gre samo, da pri tej dejavnosti ne gre torej več za popravljanje napak, temveč za pomembno in dobro komunikacijo, sporazumevanje v tem timu, ki skrbi za besedila za javno rabo. Eden izmed zelo trdovratnih stereotipov in morda tudi lažnih mitov je tudi ta, da je lektoriranje slovenska posebnost, da smo slovenski lektorji in lektorice eksoti, vsaj v evropskem kulturnem prostoru. Kaj kmalu smo člani odbora lektorskega društva ugotovili, da to absolutno ne drži. Našli smo kar nekaj združenj, društev in podobnih organizacij po vsej Evropi, morda se drugače imenujejo. Ti poklicni profili vsekakor pa obstajajo. Naša kolegica in dolgoletna članica Darinka Kodrnam Patačko je navezala stik z britanskim združenjem copy editorjev in proofreaderjev, ki so nam navdušeno posodili video. Prikazal je, zelo zanimivo se mi zdi, to vzdušje v njihovem združenju. Upajmo, da bomo v prihodnosti še sodelovali. Video si lahko gledate na kongresni spletni strani. Zelo nas veseli, da se društvo pomlajuje, kajti to pomeni njegovo prihodnost. Študentska sekcija ni študentska sekcija, kajti dobili smo kako bi rekli, že kar formirane kolege. Rok jih je prijazno imenoval, v publiki vidim tudi Vilija Grdiča, zraven mene pa sedi Zarja Zvir, kot sem že povedala. Težko je bilo izbrati med vsemi tremi, koga povabiti sem na oder, ampak odločili smo se za Zarjo. V duhu so pa vsi z nami. Mislim, da Urha Frleža lahko poslušate v arhivu jezikovnih pogovorov Radia Ars. Zelo zanimiv pogovor, tudi k temu vas vabimo. Obravnavajo frankofono področje. Zarja, kaj si pa ti ugotovila in kaj te je tako navdušilo, da si pripravila kar 2 prispevka, ne samo enega? Ja, se pravi, v bistvu jaz se tudi bolj osredotočam na francoščino, tudi v samem prevajanju, tako da jaz sem si tudi najprej zaželela delati Francijo, pa se je potem izkazalo, da je pravzaprav že kolega Urh to prevzel. Tako da sem se jaz potem odločila za, se pravi, nekako preučiti situacijo, tole lektorsko dejavnost v frankofonskih državah zunaj Francije, se pravi Kanadi, Švici pa Belgiji. In pol tudi nekako na Belgijo, sem v resnici hotela navezati tudi samo lektorsko dejavnost znotraj institucij EU, pa se je potem izkazalo, da je pravzaprav ta segment toliko obširen, da zahteva svoj prispevek. Tako da je potem pravzaprav nastal en prispevek o teh 3 frankofonskih državah in se pravi lektorski dejavnosti, se pravi tukaj, in drugi prispevek o sami lektorski dejavnosti in tudi prevajalski dejavnosti v Evropski uniji, ki je ki se ga danes tudi ne bi dotikala, ker je preveč zapleteno. Ste pa lepo vabljeni, da ga preberete. Zdaj mogoče, če se osredotočam predvsem na to, kar je rekla Alenka, se pravi, da to ni lektoriranje neka slovenska posebnost. To sem hotela predvsem predstaviti s tem člankom o Kanadi, Švici in Belgiji.
ki jim je v bistvu nekako, imajo ta skupen faktor francoščine, ne, kot uradnega jezika, ki pa si, se pravi, ta status deli še z enim ali več drugimi jeziki. Ne. To je prva stvar, ki bo vplivala za katero sem ugotovila, da pravzaprav vpliva na to, kako je sama lektorska dejavnost urejena. Druga stvar je pa mogoče tudi ta, zanimiva, zakaj je glih opazovati francoščino, ker je dejansko podobna slovenščini, kar se tiče neke zelo preskriptivne norme. Ne. Pravzaprav gre isto za zelo jasno vzpostavljen pač pravila, pravopis, slovnico, kar pač ni v vseh jezikih, je pa v slovenščini zelo podobno. No. Tako da sem tudi nekako stremela, ko sem opazovala različne aspekte lektorske dejavnosti v teh državah, se pravi predvsem društveno organiziranost, infrastrukturo pa položaj na trgu dela. Me je zelo zanimala tudi, se pravi, primerjava med temi državami in tudi primerjava z samo Slovenijo. Mogoče, kar bi zdaj izpostavljeno, kar sem prej rekla, moja temeljna ugotovitev je bila v bistvu to, da je nekako sama urejenost lektorske dejavnosti, se pravi, a je dobra ali je slaba, odvisna predvsem od dejanskega statusa francoščine v teh državah in tudi od položaja frankofonskih govorcev. Ne. Kaj to pomeni? To pomeni, da imamo v Kanadi, kjer je frankofonska skupnost zelo močna, pravzaprav društvo, ki se sicer imenuje Reviseur Canada in on pravzaprav skrbi za promocijo, izvajanje lektorskih storitev v angleščini in v francoščini, ampak ima zelo močno tudi francosko sekcijo, v bistvu oddelek, ki se imenuje Reviseur Quebec, ki na primer, za primer, tudi izvaja osrednji program usposabljanja za pač pooblaščenega lektorja, ki je tudi pogosto pogoj nekako kanadskih delodajalcev potem za nadaljne delo in tako in je nekako osrednja komponenta nekega izobraževanja lektorjev v Kanadi, frankofonskih lektorjev v Kanadi, ker seveda, tako kot pri nas, nekega študija ni. Ne. Potem imamo Švico, v Švici tudi vemo, da vlada neka harmonija med pač vsemi etničnimi skupnostmi, narodnostmi, ki tam prebivajo, tako da je tudi francoščina, pač frankofonski del Švice ima svojo društvo, to je Association Romande des Correctrices et Correcteurs d'Imprimerie, ki je tudi zelo aktivno, sodeluje na knjižnih sejmih, se udeležuje nekih tekmovanj, natečajev, pisateljskih, pravopisnih tekmovanj, ima tudi svoj zbornik, tako kot ga bomo imeli tudi mi po njihovem zgledu. No, če pa zdaj izpostavim Belgijo na drugi strani, ne vem, koliko poznate samo pač situacijo v Belgiji, ampak v bistvu nekako Belgija ima eno veliko težavo in to je ta jezikovni konflikt med samo nizozemščino, torej Flandrijo, pa francoščino na drugi strani, ki je tudi potem v srčiki tega celega etnično-gospodarskega razkola v državi. Ampak moja poanta je tukaj predvsem to, da ni neke organizacije, ki bi zdaj urejala lektorsko dejavnost. V bistvu to ne pomeni, da lektorjev ni. Če boste pogooglali, bo še vedno veliko ponudnikov lektorskih storitev. Ampak oni so prepuščeni sami sebi. In jaz mislim, da je pač nekaka ta neurejenost lektorske dejavnosti v Belgiji tudi odsev nekako neuspešne jezikovne politike v državi. Tako da mogoče to kot neko tako temeljno ugotovitev tega mojega enega prispevka, drugega pa oba ste lepo vabljeni, da preberete. Tako kot tudi prispevke vseh mojih kolegov in mlajših, starejših. Hvala, Zarja. Kjer smo najmanj pričakovali in sicer pri zahodnoevropskih jezikih je raziskava malce poglobljena, pokazala zelo zanimive rezultate. Slovanski svet seveda kolikor sama spremljam, pozna ta lik, dejavnost obstaja, se mi zdi pa zelo, zelo zanimiv in pomenljiv podatek, da zaradi neurejenosti, formalne neurejenosti, nepriznanosti dejavnosti ostaja siva cona, in če ni urejeno in opredeljeno, potem se marsikaj lahko dogaja na tem področju. Zdaj pa k jezikovnim mitom, lažnim mitom. Kar nekaj jih verjetno pozna čisto vsako področje jezikoslovja, tako praktično kot teoretično, tako na uporabnem področju kot teoretičnem. V preteklosti in verjetno se še zdaj vemo, da so se širili seznami prepovedani leksemov znotraj uredništev, nekaj jih je tudi išlo, kar nekaj jezikovnih brusov poznamo, verjetno iz preteklosti, torej
60-ih, 70-ih let, Sršenovega, jezik naš vsakdanji imamo verjetno vsi doma, tisti, ki smo pozneje stopili na to področje, smo ga iskali v Trubarjevih, v antikvariatih po vsej Sloveniji, se ga še da dobiti, so pa to danes vidimo zelo problematični priročniki in vendarle nekje se je treba učiti. Nataša se je odločila za zelo zanimiv prispevek, ki je požel kar nekaj navdušenja med udeleženci kongresa. Osredotočila si se na primere. Zanima nas, zakaj si se odločila za to, kaj te je motiviralo, kaj si želela sporočiti in kakšne so bile ugotovitve, morda tudi potem pri soočanju z udeleženci kongresa, z lektorji. Ja, že pred par leti me je ena kolegica, lektorica, s katero sva sodelovali, mlajša, prosila, ko je zlektorirala neko knjigo, ki sem jo urejala, sem jo pohvalila, pa sem rekla, ampak lahko bi pa še to, pa še to, pa še to. In potem me je prosila, če bi lahko te primere zbrala in jo opozorila na to. In tako je začel nastajati ta moj seznamček, iz katerega ki je bila potem povod oziroma osnova za prispevek. Ja, dejansko se te napake ponavljajo. Opažam, da mogoče to, kar so mene naučili, da je treba popravljati, se zdaj več ne popravlja. Ampak zdaj sem očitno že toliko stara, pa imam že toliko kilometrine, da tudi mene neke stvari motijo. Recimo, ravno danes sem odprla MMC, pa sta gospod premier in gospa predsednica države povedala, da delita iste vrednote. Včasih smo temu rekli, imava iste vrednote. Se pravi, toliko je nekih teh kalkov, ki mene blazno motijo. Včasih so recimo nas lektorji popravljali, zdaj sem pa očitno že v teh letih, ko jaz pač te mlajše lektorje popravljam ali pa jih opozarjam na to. Na predavanju je bilo kar nekaj zanimivih razprav in večina mi je potem rekla, da sploh ne pomislijo več na kakšne stvari. Recimo noben več ne reče predlani ali pa predvčerajšnjem, vse je samo še pred 2 dnevoma pa pred 2 letoma in podobno in podobno. Bom povedala zdaj en zanimiv primer, ki imamo Zarjo tukaj. Mi smo imeli zdaj pred kratkim na praksi eno študentko ravno prevajalstva. Pa sem ji dala en kratek tekst, 10-15 strani, da pogleda, pa da jo ona tako sugerira, ker bi ona tudi rada nekoč urednica postala. In je imela ogromno zelo dobrih predlogov, recimo več kot neka izkušena prevajalka, ki ima staž recimo moj, Enih stvari pa ni opazila oziroma jih ni popravila, ker jih je pač že usvojila, kot da je to pač okej. En tak zelo smešna pripomba mi je bila, to sem se prav začela smejati, ker se pogovarjata 2 novinarja in en pravi, jaz imam pa v Paci eno zgodbo, o tem pa o tem. In je pa ona napisala v pripombi, rekem, to je pa tako čuden, to je pa res tako čuden. In sem se nasmejala in sem mi napisala v pripombo, no, meni je pa to zelo domače, jaz bi tudi to tako prevedla. Tako da ni za obupati, veliko dobrih mladih lektorjev je. Zdaj pa upam, da stari imamo pa še kaj za naučiti mlade. Hvala, Nataša. Čeprav razumem, torej smo nekoliko okorni in malo manj agilni pri sopomenskih možnostih, uporabljamo vedno ene in iste izraze. Moramo pa poudariti to, da je vsako področje
publicistična oziroma poročevalska besedila so zelo, zelo specifična. Verjetno v založništvu, na področju humanistike, leposlovja, družboslovja potrebujete drugačne veščine in ker vidim, da si že poskočila, kar bi rada komentirala, bom samo dodala še pod vprašanje tu zraven in sicer, ali se ti zdi, sama čutim to potrebo, zato spodbujam kar vse tri, da mi odgovorite na to oziroma da mi pomagate razmišljati, ali potrebujemo neke vrste bolj sistematizirano usposabljanje za določena področja. Prav gotovo, o tem se že dolgo pogovarjamo, potrebujemo priročnike posebnih stilnih norm. To nam primanjkuje, ampak smo zelo, zelo majhno, kako bomo rekli, naša slovenska majhnost 2 milijona oziroma malce manj prebivalcev tudi vpliva na trg in na to, koliko se lahko specializiramo in tako dalje. Ampak znova, ali bi potrebovali bolj sistematično, ne v obliki šole, kot že počne kolegica Nataša Purkart, ampak ne vem, morda v povezavi z Jakom, kakšno bolj projektno zadevo, če v tej smeri razmišljamo. Zdi se mi, da potrebe so med nami samimi. No, moram se še navezati na prejšnji odgovor. Seveda, jaz ne kritiziram lektorjev, da ne popravljajo nečesa, tudi prevajalci imajo marsikakšno maslo na glavi, tudi oni bi lahko kaj boljš prevedeli, To si upam trditi, ker sem tudi jaz še kdaj kaj prevedem. Ampak ja, to usposabljanje, kot praviš, mislim, da je res, če priješ direkt s faksa, recimo tako, ko sem jaz prišla nekam v neko okolje, vsaj včasih smo imeli mentorja, tega mislim, da je zdaj skoraj da ni več. Jaz sem imela še to srečo, da sem pač res prišla v neko okolje, kjer so te stvari učili, spremljali tvoje delo, tako kot z prevajalskega, kot z lektorskega vidika. Tega zdaj skoraj da ni, ponekod itak sploh vemo, da pač lektorjev ni. Jaz sem dolg časa bila podnaslovna prevajalka, tam razen RTV-ja v bistvu ni nikjer lektorjev. Celo prisilijo prevajalce, da berejo drug drugmu, brez plačila in podobno. Za usposabljanje je pa tako, recimo s kolegico, ki je tudi urednica prevodnega leposlovja, smo imeli zdaj že ona je imela že 2 delavnici, jaz eno, skupaj za študente prevajalstva, 3. in 4. letnikov. In tam smo recimo potem zbrali smo en literarni tekst, to je bilo pri profesorju Stoparju in to je bilo zelo luštno. Dobili smo pol nekih 15 prevodov, ki smo jih potem takole razvrstili in smo pogledali, kje stvari, na kaj recimo niso pozorni, pa bi lahko bili, tako da to je pač ena taka, potem po tem koncu po tej delavnici so tudi pisali še 3 študentkam, ki so se nam zdele zelo obetavne, tako da zdaj čakava, da končajo študij, pa se je kaj oglasil. Tako da ja, kaj tacga, ampak mislim, da v povezavi s fakulteto, da bi se gotovo dal kaj, mi si tudi želimo, pač ne vem, vsak urednik vzame kakšnega mladega lektorja, pa pol z njim malo dela, če utegne. To je ena taka možnost. Če lahko dodam, da gotovo je sistematično delo zaželeno, mentoriranje, tudi jaz bi si ga želel več časa v takšni obliki, ne samo, da nekako kradeš tisto znanje, ampak je pa treba tudi v bistvu pričakujem, da se bomo tudi lektorji povezovali med sabo, celo mi v društvu ampak ravno recimo tudi svojo raziskavo sem želel dobiti nekatere podatke, pa odziv ni bil toliko velik, kot sem upal, tako da veliko tega nas še čaka, oziroma veliko prostora je še za povezovanje in za nadgradnjo svojega znanja. Ja, jaz pa sem hotela samo mogoče poudariti, pač študij te lahko, mislim, jaz lahko rečem, mislim, da se bo tudi Vili strinjal, da pri nas na prevajalstvu imamo pač izvrstne profesorje, ki te nekako peljajo v to
mislim, imamo 2 predmeta na 1., 2. letniku, ki pač te nekako upeljeta v lektoriranje, zdaj ne gre tukaj res za lektoriranje, ampak gre nekako za popravljanje pa tako. Mislim, da če te to zanima, ti to res vzbudi neko pač željo, ne. Se pa potem to zgubi, a ne, ti potem to, kar se naučiš, pač rabiš pri prevajanju, a ne, noben ti pa ne pove, naprimer jaz zdaj, ko bi res rada to delala, ti pa noben ne pove nekih takih stvari, kot so, se pravi, zdaj, kaj popravljaš, kaj so vsi tisti popravki, koliko slogovno posega to besedilo, kje je meja, mislim, tako, v bistvu mogoče manjka ena ta komponenta, no, tukaj, ki bi jo treba bilo pokrivati glih s tem, ne, z mentoriranjem, z nekim mogoče dodatnim usposabljanjem, tako da ja, mislim, se strinjam, no, s kolegoma. Znova zelo odlični poudarki, predvsem zadnji Zarjin, in tu bi se navezala rada sama na to, za kar si prizadeva naša neumorna predsednica Kristina M. Pučnik in vedno poudarja, da potrebujemo dobro definirane poklicne standarde. To je to, a ne, kar si omenila zdaj, Zarja. Morda je tudi ta kongres, ta zbornik en korak naprej k temu, vsekakor je skupnost, ki se je ustvarila, pa morda ne samo med člani, pa člani odborov, okrog našega društva pomembno pripomore k temu in pomembno pripomore k temu, da malce drugega preverjamo, kaj počnemo, zakaj počnemo, do katere mere, kam še lahko in kam ne. Seveda ima vsaka hiša, vsak naročnik tudi neke svoje zahteve in svoje poglede. Zdaj pa še k čisto zadnjemu vprašanju, ki tudi se mi zdi, da zelo izredno pomembno vpliva na naše delo in potem na izdelke, na rezultate našega dela. Z njim, s tem vidikom so se ukvarjale morda ne naključno raziskovalke s fakultete za družbene vede, sicer jezikoslovke, ampak vseeno. Gaja Čeru in Nataša Berginc-Logar, in sicer sta v neki anketi, to je že stara raziskava, mislim, da iz leta 2009, ampak govorita in spraševala sta v anketi o samopodobi lektorjev. Velikokrat je poklicna samopodoba zelo slaba. Smo samo čistilci, nihče nas ne sliši, ne spoštujejo tega, kar naredimo z besedilom, ne razumejo nas. In tu se velikokrat komunikacija, morda sporazumevanje tudi prekine. Kaj pa bi rekli o tem, o sami podobi lektorjev? Sama jo delim, da ni najboljša. Ja, zdaj, jaz imam mogoče še malo idealizirano neko to podobo, ne samo podobo o lektoriranju in lektorstvu, tako da bom pač še izkusila vse te stvari, no. Ampak mogoče lahko razumem to predvsem in se strinjam s tem, predvsem z tega, ne, mislim, vidika, da smo pač premalo plačani, da so časovni pritiski veliki, a ne, tudi naprimer sem bila na Radiu Študent, ki sicer je tako podhranjen medij, tako da mogoče ni najboljši primer, ampak pač imeli so 5 aktivnih članov v lektorski družbi, vsi ostali so pač šli, ker niso zmogli in ker ni bilo pač vredno, a ne. Zdaj druga stvar pa mogoče predvsem en primer, a ne, diplomskih nalog. Jaz sem popravljala eno, a ne, v kateri pač nisem zares popravljala, ampak sem dobesedno pisala zadevo na novo, a ne. Tako da mogoče mogoče se pač tukaj izniči ta ideja, kaj pač lektor je, a ne, ker pač, mislim, mogoče je pa to zdaj malo izkoriščanje, ne, tega našega časa in našega znanja in spretnosti, tako da ja, sem prepričana, da to pač na dolgi rok vpliva na neko negativno, oziroma demotivira, a ne. Ja, hvala. Jaz se bi vedno vprašal tudi ne samo, kako ti sam nase gledaš kot lektor, ampak tudi kako nase gledaš sicer. Mislim, da to je zelo pomembno, ker se lahko potem včasih zatavaš v nek krog, pa potem malce projiciraš napačno, ampak ne, odvisno od tega, koliko si perfekcionist in kako te potem prizadene vsaka napaka. Vsekakor se mi zdi, da ni hvaležen položaj, ko ti odpravljaš napake drugih in seveda jih puščaš tudi za seboj.
Je pa, če lahko, no, se navežem na to znano kilatico, da smo lektorji čistilke, niti ne čistilci, ampak prav čistilke. In smo torej na več ravneh je ta izjava problematična za mene osebno. Najprej v tem smislu, da pravzaprav zanikam na neki način svoje delo, ker lektoriranje konec koncev je odpravljanje tudi nekih slovničnih in pravopisnih nedoslednosti, pa čeprav se ponavljajo. Jaz lahko razumem, da je to duhamorno in deprimirajoče, a ne, ko ne izpolnjuješ svojega izobraževalnega poslanstva kot lektor, ampak vendarle je to tvoje delo, ne. Torej, druga raven je pa ta, da se primerjamo s čistilkami. In ta izjava nikoli nima torej nekega nevtralnega pomena, vedno je ta podcenjujoč in slabšalen podton. Hkrati pa smo mi ravno tisti, ki v neki skupini ustvarjalcev hočemo biti priznan, morda ne kot enakovreden člen, ampak vsaj kot spoštovan. In zaradi tega si ne bi smeli privoščiti, da se na tak način pravzaprav torej primerjamo z drugo poklicno skupino in jo hkrati tudi omalovažujemo. Ja, razumem te, ker tudi prevajalci, pri nas tudi, tako kot je že prej Zarja rekla, vsak zna, ne, tisti, ki zna 5 besed, zna tudi prevajati. Tako da to razumem in ni fino. Zdaj ravno pri lektorjih pa se mi zdi, da vsaj uredniki v naši založbi bi lahko bili malo bolj glasni, kdaj, koliko pravzaprav lektorji pri nas nam pomagajo, ker je neka kakšna javna skrivnost, o kateri se nikoli ne govori, da tudi na videz ugledni prevajalci včasih oddajo zelo, zelo slabe prevode. In potem lektor skupaj z urednikom, ne bom rekla, da prevaja na novo, ampak včasih mora iti tudi od stavka do stavka. Tako da to so spet neki miti, a ne, ki seveda mi se potem pač lektorjem zelo prijazno zahvalimo, ampak tega ne bobnamo daleč naokrog. Je pa mogoče na tem mestu primerno, da to poudarim, no, da mogoče se začnemo tudi o tem kdaj pogovarjati. Tako da ja, to je moj prispevek o tem. Bližamo se koncu oziroma smo kar dosegli ta konec, zato ne bo časa, da ponudimo tudi vam možnost za kako vprašanje. Žal, seveda pa vas vabimo v naš krog, ko slišite, je dela še veliko, dela pri urejanju poklica in tako naprej. Da pa zaključimo zelo pozitivno, mislim, da vsi tu delimo, da gre za lepo delo, velikokrat izredno hvaležno, da v besedilih večinoma uživamo, čeprav velikokrat tudi obupujemo. Vabljeni, bodite spoštljivi do lektorjev in vseh svojih sodelavcev, kot moramo biti tudi sami pri stereotipnih pogledih, a ne nazadnje do čistilk nismo, oziroma snažilk nismo najbolj prijazni v takih primerih. Vabljeni k branju, vabljeni k pogovarjanju in k urejanju vsega besedil, sebe, drugih. Hvala za posluh in srečno!